Najlepša hvala, ker ste se odzvali našemu vabilu. Vem, da je današnji dan precej poln dogodkov. Za nas pa je ta tema, ki jo imamo danes, zelo, zelo pomembna. Tako da bi spregovorili o delovanju in vlogu urgence UKC Ljubljana, izzivih in tudi predlogih rešitev. Tako da najprej k besedi vabim docent dr. Marka Juga, generalnega direktorja UKC Ljubljana, za uvodnih nekaj besed. Ja, hvala. Zahvaljujem se vam, da ste prišli. Tako kot vedno bi vam radi konkretno pokazali, kakšne so naše odgovornosti, kako jih poskušamo realizirati in kakšne težave imamo. Namreč v Sloveniji je tendenca, da se stvari zelo poenostavljajo in potem so verjetno tudi nerazumljene na način, ki ni ustrezen. Skratka, UKC Ljubljana ne beži pred odgovornostmi, ki jih ima, vendar so odgovornosti UKC Ljubljana izjemne. UKC Ljubljana je edinstven, ne samo v Sloveniji, verjetno v celotni Evropi, predvsem če gledamo na to, kakšne vse odgovornosti mora zagotavljati družbi. Od tega, da se ukvarjamo s primarno medicino na ginekologiji in tudi v urgentnih ambulantah, na drugi strani transplantiramo srce 6-mesečnemu dečku in vse vmes. Kot edina inštitucija v državi skrbimo za številne dejavnosti in smo tako izpostavljeni ves čas zelo velikemu pritisku potreb, ki so objektivne. Vse to je zelo težko servisirati. Ne zato, ker bi bil zdravstveni sistem pri nas slab. Obratno. Zdravstveni sistem je dober, vendar je neuravnotežen. Obremenitve niso uravnotežene, vendar se v zadnjem času, prvič po dolgih letih, sistem poskuša organizirati na način, da bodo te obremenitve bolj enakomerno razporejene in na ta način tudi verjamemo, da se ta sistem da bistveno bolje izkoristiti in voditi. Bolečina, katero smo bili vsi soočeni v tem pismu, ni samo bolečina pacientov, katerim se opravičujem v tem, da dejansko nekateri morajo čakati na urgentni obravnavo. To je bolečina UKC-ja, to je bolečina vseh nas, celotne družbe, kajti, kot boste videli kasneje, za tem, da so pritiski na urgentne obravnave, da UKC obravnava 500 urgentnih primerov na dan, kar je edinstveno v Evropi. Charité v Berlinu, ki je 3-krat večji kot UKC Ljubljana, ima 110 000 obravnav, UKC Ljubljana 170 000 obravnav in ponosni smo na to. Nikoli ne bomo nobenemu zaprli vrata, nobenega odslovili. Tisti, ki bo nujno potreboval pomoč, jo dobi v prvi sekundi, tisti, ki jo ne potrebuje tako nujno, žal, mora za to počakati. To tudi nas zelo boli. Vsakodnevno se trudimo, da resurse, ki jih imamo in so zelo omejeni, poskušamo čim bolje izkoristiti v dobro ljudi, da tako mlad 40-letnik z motnjo ritma srca lahko prejme elektroporacijsko ablacijo motnje srčnega ritma in ne umre zaradi nenadne smrti, tako kot starejši z infektom sečil ob enih zjutraj, ko ga pripeljejo iz DSO-ja, prejme tudi ustrezno oskrbo. Torej, široke so naše odgovornosti, poskušamo jih maksimalno se na njih odzivati. Bolečina, ki smo jo slišali, je tudi naša bolečina, vendar žal moram vam povedati, to, kar je bilo povedano, ne drži na način, kakršen je bil povedan. Slišali smo, da v urgenci ljudje brez vode in hrane umirajo v lastnih izpotrebkih. Tukaj moram biti konkreten. To je veliko zavajanja, popolnoma neprimerno in ne odraža dejanskega stanja. In kljub temu, da verjamemo, da je želja po temu, da se stvari izboljšajo, iskrena, ne razumemo, da se na tak način lahko naslovi tistega, ki na koncu skrbi za vse, ki poskrbi za vse, na katerega se vsi vedno lahko zanesete. Da ne bojo te besede ostale samo v zraku, bi prosil docent dr. Hugona Možino, da predstavi dejavnost internistične pomoči, pa tudi širši kontekst, kakšne so težave, kakšne so možne rešitve. Docent dr. Hugon Možina je vodja IPP-ja, to dela srčno, že dolga leta
z neko posebnim občutkom uspe vse te sile in pritiske prenesti. Danes pa nastopa tudi v vlogi strokovnega direktorja interne klinike, ki jo sicer vodi profesor dr. Zlatko Fras, ki je danes odsoten, in kamor tudi IPP spada in je tudi v usklajenem z delovanjem internistične klinike potekajo obravnave in sprejemi v bolnišnico. Doktor Možina, prosim, če se mogoče predstavite, pa da lahko si vzamete minuto in tudi mogoče pokažete samo prezentacijo, da bodo tej podatki čim bolj razumeli. Čeprav je bilo pismo neprijetno, je po drugi strani odprlo možnost, da vas pravzaprav usmerimo na naše težave, ki jih imamo, izzive, kajti sicer mogoče o tem ne bi izvedeli kaj dosti. Prikazal vam bom nekaj številk, ki vam bodo pomagali razumevati naš problem. Urgentni blok UKC, drugje se imenuje tak urgentni oddelek, urgentni center, sestavljajo NMP, to so naši kolegi, ki spadajo organizacijsko v zdravstveni dom in obravnavajo okrog 55,000 z obiski na domu, okrog 60,000 bolnikov letno. Potem je internistična prva pomoč, ki obravnava samo huje bolne, tako da imamo predvsem bolnikov, ki so z visokim tveganjem v skupinah rdeče, oranžne in rumeni, to vam bom še bolj pokazal, in pa urgentni kirurški blok, ki obravnava 75,000 pacientov letno, 10,000 jih obravnava enota za urgentna kirurška obolenja, predvsem abdominalni in urološki bolniki. In tukaj je še oddelek za urgentno anesteziološko dejavnost, ki pa se ukvarja z najtežjimi poškodovanci in pa oživljanjem. Vse skupaj torej 170,000 bolnikov letno, približno 500 na dan, na IPP-jih imamo tam nekje okrog 75 na dan. Seveda imamo tudi dneve, ko so hujši, najhuje ob ponedeljkih zvečer, torkih in petkih in ta zadeva je odvisna od delovanja naše zdravstvene mreže. Tako da to pošiljanje bolnikov je neenakomerno in vsa ta leta smo mu skušali slediti z razporejanjem in dodajanjem novih ambulant. Do leta, če pogledate tukaj nekje 2007-2008, je ves čas številka obravnav strmo naraščala, prilezla je tam do nekje do 24-25,000 in če bi šlo tako naprej, bi jih zdaj imeli tam nekje 35,000, ampak v tem času je interna klinika odprla na vsakem področju skoraj urgentno ambulanto in na ta način se je število pri nas nekje ustalilo in imamo nekakšen plato. Je pa res, da so ti bolniki vse bolj stari, multimorbidni in bolj zahtevni, kot so nekoč bili. Če pogledate še tale zobek, tukaj to je bilo v času COVID-a, ko smo imeli še dodatno ambulanto za COVID-ne bolnike. Zdaj, če pogledate, kakšni bolniki so ti naši, so po tveganju, se pravi po težini bolezni, precej hudi in spada cela tretjina v tiste najhujše, v rdeče in oranžne, tam okrog 7,500, 6,500, pač ni vsako leto enaka številka. Ostali pa so v glavnem ta rumeni, vseeno nujni, vendar ne tako nujni in imamo čas, da jih obravnavamo. Teh skupin, ki nimajo tveganja zelenih in modrih, imamo zelo malo, slučajno pridejo, največkrat po pomoti ali v želji lečečega zdravnika, da bi njihov bolnik prej dobil obravnavo, kot pa sicer po redni poti. In zdaj, če pogledamo, torej ta krivulja, to so pregledi, obravnave pri nas, modra krivulja pa, koliko teh bolnikov sprejmemo v bolnišnica, rdeča je, koliko jih pošljemo potem domov. In kot vidite,
v bistvu številka sprejemov v bolnišnico pada. Vam bom razložil tudi potem naprej. In seveda vse več bolnikov, ki jih nimamo kam dati v bolnišnico, moramo pozdraviti, diagnosticirati in pozdraviti na urgenci in potem odpustiti domov. In med nami se malo hecamo, ker ni teh postelj, da je IPP pravzaprav iskanje proste postelje, kratica. Take težave imajo po celem svetu. Že pred par dnevi sem dal en tak primer iz Kanade, kjer opisujejo težave praktično enako kot pri nas. Najbolj zaskrbljujoče je pa to, da predvidevajo, da se bojo potrebe do leta 40 povečali do 46%. Skratka, imamo še kar nekaj pred sabo izzivov. Pa poglejmo, kako je pri nas s sprejemi na interno kliniko. Kot vidite, sprejemi, to so tele zeleni stolpci, padajo tam nekje, če primerjamo leto 17, pa sedaj sprejemamo približno 1500 bolnikov manj iz internistične prve pomoči v bolnišnico, pa so ljudje bolj stari, bolj bolni in tako naprej. Zakaj? Ker je število bolniških postelj v tem času padlo. Tako da imamo zdaj približno nekaj manj kot 100 postelj manj, kot smo jih imeli še pred 3-4 leti. In zdaj, če imaš manj postelj, težje sprejmeš bolnike, tudi v bolnišnice, ki so nekje v bližini ali nedaleč od nas, vse manj sprejemamo. Vsi imajo podobne težave. Na Jesenicah so precejšen del internega oddelka morali zapreti, en del tudi v Novem mestu, v Trbovljah, razlog pomanjkanje medicinskih sester. Se pravi, možnost, da bomo nekam sprejeli bolnika, se krči. In je odgovornost, da ga pozdravimo, postavimo pravilno diagnozo zdaj na nas, na IPP oziroma na urgenci. Pri nas je to stanje se je nakazovalo že prejšnja leta, stalno smo sprejemali neka ukrepa, urgentne ambulante, nove ambulante smo odpirali, ampak seveda situacija sledi in težave naraščajo in vedno se moramo na novo prilagajati na neke nove načine. Razlog, zakaj imamo mi take težave v Ljubljani že dlje časa, je ta, da je dostopnost do bolniške postelje v naši osrednji slovenski regiji, ljubljanski regiji, manjša kot v vseh drugih regijah, zdravstvenih regijah v Sloveniji. Tukaj imate število bolnikov, ki so sprejeti na 1000 prebivalcev v bolnišnico, in zdaj v naši regiji je to število najnižje. Če je povprečje v Sloveniji tam 128, 129, je pri nas 112. Ne zato, ker bi bili naši ljudje v naši regiji bolj zdravi, ampak preprosto zato, ker jih ne moremo namestiti v bolnišnico, ampak jim moramo pomagati seveda na druge načine. Z dnevnimi bolnišnicami, z ambulantno obravnavo na urgenci. Skratka, stiska je pri nas precej hujša, kot je v drugih regijah. In zaradi vsega tega, kar smo našteli, se pravi, bolniki so stari, vse bolj bolni, prostora bolnišnice je vedno manj, se seveda tudi čas obravnave na urgenci podaljšuje. Normalno, če morate pri gospe, ki je bolna, napraviti še ultrazvok, CT, da bi jo varno potem odpustili domov, se ta obravnava podaljša. Poleg tega na bolniško posteljo zdaj v povprečju čakajo 16 do 18 ur že. Temu pojavu rečemo kopičenje, se pravi bolnike, ki si jih že pregledal in obtičijo na urgenci, temu se reče kopičenje, Angleži pravijo temu in Američani boarding, in ta problem je po vsem svetu in je tudi največji problem urgenc. Tako za pomanjkanje osebja in prevelike delovne intenzivnosti, kot tudi za varnost bolnikov. To kar tako ni, če imaš tam
po hodnikih, vse povsod in po vozičkih toliko in toliko bolnikov, seveda to ni vedno zelo varno. Imate velike študije, ki so bile napravljene v Angliji, ta je bila v 138 bolnišnicah, ki imajo urgenco v Angliji, in so ugotovili, da pač je dolžina obravnave na urgenci odvisna od tega, kako so bolnišnice zasedene. Ne? Če so zasedene tam nekje do 80%, ta zadeva narašča linearno dolžina obravnave, če je pa več, pa začne to eksponenčno naraščati. In mi smo vedno tam na koncu, okrog 90-95% zasedenost, to pomeni, da so naši bolniki dlje obravnavani. Enako se je pokazalo tudi v Ameriki, ko so v času COVID-a delali. In zdaj še ena taka težava, ki vpliva na dolžino obravnave, pa tole, ne? Staranje prebivalstva. In zdaj imamo v Sloveniji tam teh, ki so starejši od 65, že blizu 500 000. In v naši regiji je teh bolnikov tam vsaj 150 000. In to je naš bazen bolnikov, ki prihajajo k nam. Tako da, če pogledate, koliko so stari naši bolniki, je ena dobra tretjina jih ima več kot 80, a ne? 2/3 imajo več kot 65. Tako da, študije pa seveda kažejo, da je obravnava starejših bolnikov na urgenci daljša kot pri mlajših bolnikih. Se pravi, imamo pomanjkanje postelj in stare bolnike, to pomeni daljšo obravnavo na urgenci. Francozi pravijo, da to ni kar tako, kajti če si na urgenci, moraš ostati preko noči, imajo več zapletov, več težav in pravijo, da je, če je le mogoče, treba te bolnike nekam sprejeti. Tako da, pred 2 leti je Evropsko združenje za urgentno medicino naredilo eno tako raziskavo, kjer so ugotovili, da pravzaprav se v bistvu zaposleni osebje na urgencah najbolj pritožuje in se boji tega kopičenja bolnikov, ker jim povzroča izjemne težave. Ne? In zaradi tega so na primer v Franciji tudi ustavili že delo in opozorili na te bolnike, ki jim ne morejo zagotavljati varnosti, ne morejo jim zagotavljati tega, da bojo primerno negovani. Ne? In zdaj smo pač tam, zaradi česar ste prišli, ne? V teh špicah, ko imamo zelo veliko bolnikov, naprimer v ponedeljek zvečer, in če pridejo še 3 pomembne urgence, to pomeni, da so vse ekipe zasedene, se lahko obravnava ostalih skoraj ustavi. In zaradi tega lahko čakajo več ur. In za vse te ljudi, ki so pri nas, je treba poskrbeti, jih ves čas zdraviti, poskrbeti za dodatno diagnostiko, za pravilna zdravila, za prehrano, tudi to so omenjali. Vsekakor pri nas, kot bo povedal potem naš glavni zdravstvenik, je za to poskrbljeno, pa tudi za ostalo. V zadnjih 3 mesecih so nam popravljali higienizacijo, to je prostor, kjer lahko poskrbimo za preoblačenje, za menjavo plenic in tako naprej. In 3 mesece pravzaprav mi tega prostora nismo mogli uporabljati, tako da se je lahko zgodilo, da smo morali kjero starejšo osebo, ki je odvisna popolnoma od pomoči, higiensko skrbeti tudi na hodniku. Tako da se opravičujemo, ampak če so to potrebovali, nekje je to treba napraviti. Ambulante so pa stalno zasedene, ker imamo veliko bolnikov. Hvala lepa. Hvala, dr. Možina, če pridete nazaj, da damo tudi mikrofone sem. Ja, pa v bistvu bi mogoče dali besedo zdaj še Adnanu Selimoviču, diplomiranemu zdravstveniku, strokovnemu vodju zdravstvene nege in oskrbe na internistični prvi pomoči. Vi ste dežurska in ste se potem pridružili, kako čleva deluje, kaj so vaše naloge? Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Kot je že dr. Možina povedal, na IPP-ju pri nas imamo več delovišč in v bistvu na vseh teh deloviščih
je 24 ur na dan prisotna tudi medicinska sestra oziroma 2, odvisno kakšni smo v tem trenutku s kadrom. Tim, s katerim trenutno razpolagamo na IPP-ju, je v bistvu v enem deficitu. Že preden so se začeli tisti, kako rečem, tisti masivni odhodi, smo že bili v minusu. Sam da rečem, od januarja prejšnjega leta do danes smo imeli 30 odhodov, 11 prihodov, torej še minus na minus. In s tem kadrom in za vsa ta delovišča, ki pokrivamo s tem mojim kadrom, v bistvu naredimo, tako bi rekel, 120%, tako da hočem reči, da na ta kader, ki nam je še ostal, da sem zelo ponosen na njega. Zakaj sem to rekel? Zato, ker na vse v bistvu stvari, ki jih redno moramo početi in ker delamo tako, da rečem, z manjšanimi ekipami, moram reči še to, da imamo tudi nekaj študentov, ki delajo prek študentskega servisa in veliko pomagajo. To nam je skratka tudi baza za nove zaposlitve, tudi njih bi pohvalil. In v bistvu, da z vsakim dnevom v bistvu se nam širijo tista neka, tako bi rekel, delovišča. Tako delovišče je nažalost ratov tudi naš hodnik, ker zaradi takih in drugačnih razlogov se pacienti vse dlje časa zadržujejo tudi na IPP-ju. Za paciente, ki čakajo več kot 6 ur, kot smo že rekli, probam poskrbeti glede hrane pa ostalih stvari, ki potrebujejo svojce, pa prosimo ali pa spremljevalce, da če karkoli potrebujejo, se lahko v katerem koli trenutku obrnejo na medicinsko sestro. Mi delamo v bistvu 24 ur na dan in smo aktivni ves čas, tako da vse stvari v bistvu naenkrat pa žal ne moremo videti, idealni pa nismo, tako da zato noben problem ni za karkoli. Se pravi, če veste, da je vaša stara mama za preobleč, lepo prosim to pa povejte. Če je lačna žena, tudi to lahko in bomo poskrbeli za tisto v bistvu, kar je v naši moči. Jaz vam garantiram, da to zaposleni sigurno bojo naredili. Dol pri nas na IPP-u, kot rečemo, ne rabimo mi za te stvari, ki jih počnemo. Mi ne potrebujemo noben, ne vem, prelet avionov, da bi pozdravili tisto, kar mi delamo. Mi to delamo iz srca, mi smo se za to odločili in tako bo še naprej. Včasih kakšno hvala pa nam prav pride, tisto, kar ne potrebujemo, in mislim, da je zelo nekorektno, so napisi, ki smo jih v zadnjem obdobju prebrali, ker jaz vam moram pa reči, da so to čiste neresnice. In take stvari v bistvu niso nek, tako bom rekel, moralni stimulans za zaposlene pri nas. Ampak to nas pa ne bo ustavilo, da delamo tako, kot smo delali do zdaj. Najlepša hvala. Hvala, mogoče samo da povem, torej, ko sem prej govoril o ravnoteženosti sistema, sem mislil prav to, da se priznavajo in tudi cenijo realne obremenitve. Namreč mi imamo negovalni kader na številnih področjih, vendar obremenitve niso primerljive. Žal je sistem, ki ocenjuje obremenitve negovalnega kadra, insuficienten in na osnovi tega se lahko delajo zelo veliki zaključki. Tako da pokazatelj tega, kje je kader najbolj obremenjen, je ta, od kje kader odhaja in kam gre. Vedno človek sledi temu, da je življenje nekako lažje. Nekateri, da je težje. Torej, ta stoicizem, ki ga tukaj videvamo, in se moram res iskreno zahvaliti vsem, da požrtvovalno še držite in prihajajo novi, ampak res moram imeti veliko srce, da grejo na najtežje delovišče v državi, zagotovo ne pripomore, da poslušajo potem obsodbe preko medijev, ki so celo lahko neupravičene, da se tam dela slabo, brez sočutja do ljudi. To ne bo privedlo do tega, da bo na teh deloviščih za ta delovišča se odločilo več ljudi. Torej, če želimo, da bomo kdaj mi sami imeli oskrbo, kakor si jo želimo, moramo spoštovati ta poklic in ta delovišča. In to manjka v našem prostoru.
ampak da mi ne samo gledamo in nismo prišli sem samo jamrati. Bi prosil dr. Norčiča, da tudi pove, da smo v zadnjem letu poskušali z aktivnostmi nekako to kompenzirati. Ni nam še uspelo, ampak aktivnosti tečejo. Dr. Norčič, profesor Norčič, strokovni direktor UKC Ljubljana, je že s svojim nastopom in svojim analitičnim pristopom, prvo, kar je pristopil k analizi stanja in upravljanju bolniških postelj in poskusil znotraj naše ustanove te obremenitve sester nekako enakomeriti. Tako da to je proces, ki teče. Mi smo veliki za 7 regionalnih bolnišnic, dejavnosti so zelo različne, treba biti previden, če vi nekoga preobremenite, da ga date na pretežko delovno mesto, vas bo spet zapustil in tukaj je treba imeti velik občutek. Tako da, dr. Norčič, hvala. Ja, hvala za besedo, lepo pozdravljeni z moje strani. Za začetek bi morda rad poudaril, da strokovno vodstvo te ustanove zagotovo vidi situacijo oziroma težavnost situacije NIPP-jev in seveda ni zadovoljno niti z pogoji za bolnike, niti z pogoji dela za naše zaposlene. In problem poskušamo naslavljati, zagotovo je problem večplasten, kot je zelo nazorno prikazal dr. Možina. Tako da vseh elementov, ki vodijo, oziroma vseh dejavnikov, ki vodijo do tega rezultata, ki ga videvamo dnevno, pač ne moramo nadzorovati sami. Se pa lahko osredotočimo na tiste, ki jih lahko kontroliramo in tako smo tudi pristopili. Konkretno v zadnjih mesecih smo sprožili proces sodelovanja oziroma izboljšali proces sodelovanja z splošno nujno medicinsko pomočjo. To je izpostava zdravstvenega doma Ljubljana na urgenci. Kot je dr. Možina pokazal, v bistvu velika večina bolnikov, ki se znajde na urgenci, formalno sploh dolgo časa ni v kliničnem centru, samo ljudje tega ne ločijo tako. Mi se tega zavedamo, skratka, verjetno dostikrat kakšna kritika leti na nas, ki sploh ni zares na nas naslovljena. Ne glede na to, bi mi želeli te postopke triaže, obravnave, pristopa do obravnave skrajšati v sodelovanju z zdravstvenim domom Ljubljana in SNMP-jem in ta proces teče na nivoju koordinacije urgentne dejavnosti, ki imamo vzpostavljen, to se pravi, ne gre samo za bolnike, ki na koncu pristanejo na IPP-ju, temveč tudi za bolnike, ki jih je pravzaprav še 3-krat več, ki pridejo na koncu na kirurgijo ali pa na infekcijsko urgenco in tako dalje. To se pravi, ta del naslavljamo z izboljševanjem tega procesa obravnave. Te procesi obravnave so seveda pač rezultat preteklih let in mi se zavedamo, da se stanje v družbi spreminja in seveda menimo, da je pač ključni korak k izboljšanju stanja, izboljšanje teh procesov obravnave. Videli smo, da je problem, glavni problem, ki je v naši domeni, je odliv teh bolnikov na hospitalne oddelke, kjer imamo svoje težave, nimamo postelj, nimamo kadra in tukaj smo pristopili k projektu tako imenovanega elektronskega obvladovanja bolniških postelj, nadzora, bed management se temu reče po angleško. Skratka, želimo doseči to, da bi bile vse posteljne kapacitete v hiši elektronsko nekako zavedene v realnem času, tako da vsi te bolniki na urgenci imajo vpogled v proste posteljne kapacitete. Mi smo interni kliniki že pred časom pripisali oziroma dodelili nekaj dodatnih posteljnih kapacitet, ker pa seveda sama postelja ne pomeni bolniku nič, rabimo oskrbovano posteljo, to se pravi, poleg postelje rabimo še negovalni kader, ki nam ga tudi primanjkuje in se v bistvu ta trend slabša v zadnjih letih, smo tudi na tem področju pristopili k bolj energičnemu razporejanju tudi v realnem času, tudi zato smo pravzaprav elektronsko pomoč si pridobili in kot bo vodja nege na IPP-ju
poudaril oziroma lahko potrdil, je bil prav kolektiv na IPP-ju, bi rekel, poskusni primer, kjer smo elektronsko razporejanje kadra začeli uvajati, radi bi ga uvedli za celo hišo, vse z namenom, da bi lahko bolj hitro preusmerjali kader na delovišča, kjer ga v danem trenutku bolj rabimo. Tako da po nekem naključju se večina teh projektov pravzaprav zdaj v septembru začne udejanjati, tako da pričakujemo, kot rečeno, tudi v medijih je že bilo, bomo že nekaj posteljnih kapacitet namenili IPP-ju dodatno v naslednjem tednu. Pričakujemo še nekaj optimizacije z boljšim razporejanjem negovalnega kadra znotraj vseh oddelkov, tudi to teče en projekt na nivoju vodstva zdravstvene nege in vodstva bolnišnice, tako da bi radi optimalno izkoristili resurse, ki jih imamo na razpolago za oskrbo teh urgentnih bolnikov, to se pravi postelje, negovalni kader. Se pa treba zavedati, da smo tukaj v enem konfliktu med dvema skupinama čakalnih vrst. Ne? To se pravi, te iste postelje, isti kader, ki jih imamo, mi uporabljamo oziroma rabimo za skrajševanje čakalnih vrst, ki so nekako v fokusu javnosti že vrsto let. Po drugi strani pa ta isti kader mora skrbeti za skrajševanje oziroma za obvladovanje čakalnih vrst, ki niso toliko v fokusu medijev bile v zadnjem času, temveč so postale. Zdaj, to so pa te čakalne vrste, ki se merijo v urah in ki so za moje pojme pravzaprav enako pomembne. In mi imamo isti bazen postelj, kadra, zdravnikov za obe skupini čakalnih vrst. In tukaj iščemo vedno neki kompromis med tem, da ne zasedemo vseh posteljnih kapacitet samo z urgentnimi bolniki in gledamo, da so te bolniki sprejeti res takrat, ko je to strokovno nesporno izkazano, s tem namenom verjetno neko bolj poglobljeno diagnostiko izvaja na IPP-ju, kot so jo pred desetletji ali pa leti. Tako da zgodba je v nekem razvoju, osnovni problem je znan v razvitih družbah, premajhna atraktivnost teh poklicev, staranje prebivalstva, čedalje bolj bolni ljudje in vse to rezultira v navalu bolnikov na urgence, kjer je delo pač težko. Skratka, mi smo sprožili več procesov, ki bi po naših željah in pričakovanjih lahko vodili do tega, da se situacija na naših urgencah nekoliko izboljša. Vseh vzvodov pa žal v rokah nimamo. Toliko z moje strani. Hvala lepa za pozornost. Ja, hvala. Če torej povzamem, ta reka bolnikov, ki nekako teče skozi UKC Ljubljana, ima svoj pritok in rabi svoj odliv. Pritok bolnikov je velik. Mi na pritok bolnikov vpliva praktično nimamo. Moramo vedeti, da te številke, ki smo jih pokazali, govorijo samo o urgentnem centru. Mi imamo dodatno urgentno ambulantno ORL, dodatno urgentno ambulanto ortopedije, dodatno urgentno ambulanto dermatologije, dodatno urgentno ambulanto oftalmologije. Vsaka specialnost, ki ni del centralne stavbe kliničnega centra, ima svoje urgentne ambulante, kjer se tisoči pacientov zbirajo iz celotne Slovenije vsak dan. In smo na to ponosni. Torej, priliv bolnikov je izjemno velik. Ampak kaj lahko naredimo? Starejši bolniki, ki prihajajo na urgenco, mogoče me dr. Možina lahko pravi, v lanskem letu je v slovensko centralno ustanovo, ki je dodeljena terciarnemu zdravljenju bolnikov, prišlo umreti 270 bolnikov. Ljudje so doma v stiski in ko pride do najhujšega, se obrnejo na urgenco. Trenutno potekajo zelo intenzivne aktivnosti na ministrstvu, da bi paliativna oskrba
doživela bistveno izboljšanje. Brez tega, brez da paliativno oskrbo dvignemo na najvišji možni nivo, tudi zelo težko v medicini govorimo o eutanaziji. Paliativna oskrba, ki jo pretežni del v Evropi izvajana preko primarnega zdravstva, je tisto, kar more družbo pripraviti na te najhujše trenutke. Kajti, ko pride v najhujši stiski človek v urgenco, je zagotovo kakršenkoli obisk tako traumatičen, tako za njega, za pacienta boleč in žal tudi nepotreben in enako zelo obremenjujoč je za ves ostali kader, ki se seveda temu pacientu enako posveti in ne more ta čas oskrbovati drugih ljudi. Tako da en projekt je paliativne oskrbe, ki bi moral spremeniti ta odnos. Vidimo, da se velika intenzivnost nekako posveča, da bi izboljšali dostop do primarnega zdravstva, da bi ljudje dobili zadosten in z ustrezno oskrbo, preden se stanje poslabša do te mere, da mora obiskati urgenco. To bi tudi precej zmanjšalo potrebo po urgentnih obravnavah. Predvsem pa UKC Ljubljana, kot sem v uvodu povedal, je edina bolnišnica v tej regiji. Predvsem v Ljubljani. In zelo pomembno bi bilo, in tukaj smo tudi dobili zagotovila, da bo bolnišnica Petra Držaja pridobila nov stolpič, ki bo kirurški, in s prenovo celotne bolnišnice dobimo drugi urgentni prostor, urgenco v mestu Ljubljana, s katerim bomo bistveno lahko razbremenili pritisk na današnjo urgenco. To, da imamo eno urgenco v glavnem mestu, tega praktično v Evropi ne najdete. To je drugi bistven tak ukrep, ki mislimo, da bo zelo, zelo pomagal. Na drugi strani odliv. Odliv predvsem starostnikov, ki jih nekako ne morejo svojci sprejeti nazaj v svoje okolje. Tej bolniki, čeprav so zaključili akutno zdravljenje, še vedno zasedajo posteljo, na kateri bi lahko akutno zdravili bolnika, ki to posteljo potrebuje. Upam, da bo z sredstvi, ki se namenjajo dolgotrajni oskrbi, res se povečala dostopnost tako v DSO-jih, ki sicer svoje breme morajo prenesti na nas, kot tudi sicer nekako olajšalo sprejemanje teh pacientov domov. Torej, odliv pacientov, ki so pri nas neodpustljivi zaradi raznih razlogov, je ena največjih težav, ki ovira tudi dostopnost postelje, ne glede na to, da je kadra malo prisotna. Ker pa ves čas govorimo, da resursi so v sistemu omejeni in da ta sistem mora servisirati potrebe bolnikov, ne pa potrebe izvajalcev, bomo danes prvi, verjetno v Sloveniji, skladno z novim zakonom ZZD, pozvali vse izvajalce zdravstvene dejavnosti v Ljubljani in okolici, da nam bodo priskočili na pomoč in da bo kader zdravstvene nege moral opravljati tudi delo v naši ustanovi. Namreč mi z našim delom, ki poteka praznike, noči, nedelje, ne moremo konkurirati z ambulanto, ki deluje od ponedeljka do petka. To je nemogoče. Nobena plača tega ne prinese. Odgovornost je pa na vseh nas. Tako da včeraj smo imeli obisk direktorice direktorata, dr. Humar, in smo kot kratkoročno tudi ugotovili, da je možnost tega ukrepa. Dodatno je bilo nam razloženo, da bo v 14 dneh potekala dodatna razprava, kako se bo povečala odlivnost pacientov iz vsaj terciarnih bolnišnic, mogoče proti regionalnim bolnišnicam in naprej v DSO-je. In to je edini način, s katerim bomo mi lahko zagotovili večjo dostopnost, s tem, da vedno bolj obremenjujemo ljudi, ki so pa že itak najbolj obremenjeni na urgencah, v intenzivnih terapijah, na najtežjih oddelkih, bomo stanje samo še poslabšali. In tega ne želimo in ne bomo naredili. Istočasno ne bomo omejili in ne bomo uvedli nobenega prispevne stopnje za prihod na urgenco, kajti nekdo 20 € si ne more privoščiti.
tako da tega UKC ne bo naredil nikoli. Še enkrat se zahvalim vsem, ki res se trudite na vseh nivojih. Vsakodnevno se strokovni vodje klinik tehtajo, ali bo ta postelja za urgentnega ali za pacienta iz druge čakalne vrste, ki čaka poseg. In moramo zaupati stroki, da stroka to dela odgovorno in da izbere tistega, ki to najbolj potrebuje. S tem bom nekako zaključil. Upam, da smo vam dali dovolj podatkov, da nas poskušate razumeti in obljubim, da se bomo trudili naprej in da vsak ima odprta vrata na urgenco. Hvala. Najlepša hvala vsem govorcem, zdaj so pa vsi govorci na voljo za vprašanja. Jaz bi vprašala Andreja Žebletihko iz časopisa Delo. Omenjali ste bolnišnico Petra Držaja, kjer bo drugi urgentni blok, ampak tam vemo, da obstaja tudi geriatrični oddelek, ki sodi v UKC, ki je tudi zelo podhranjen in dejansko zelo malo pacientov sprejema. In kako vi gledate na to, da bi ukrepili to geriatrijo, ki bi sprejemala te starejše paciente, ker bi se s tem tudi zmanjšal pritok teh težkih pacientov na urgenco. Skratka, že dolgo časa životari tisto oddelek tam, ne? Tako. In kako vi gledate? Tako, prva faza, ki je na dobri poti, je izgradnja sicer novega objekta, vendar temu bi moral slediti prenova ostalih kapacitet v bolnici Petra Držaja, kjer bi lahko pridobili 200 postelj, ampak kakor smo slišali, seveda, postelja rabi tudi oskrbovalca. Ampak bodimo iskreni. Družba se odloča, kaj ji je pomembno. In če bo družba prepoznala, da ji je pomembno, da ima nego, oskrbo, kakor misli, da si jo zasluži, potem bo v to tudi vlagala. Trenutno je nega ujeta v nek sistem, kjer se poskušajo obremenitve nekako ocenjevati, vendar, kakor kažejo izkušnje iz tujine, je zdravstvena nega en tistih poklicev, ki postaja najtežji, najmanj zaželjen in ga tudi mladi najmanj želijo opravljati. Zato bo tukaj potrebno skupno se angažirati, mogoče tudi, kako sem rekel prej, obrniti ploščo, ne obsojati ljudi, ki največ naredijo za sistem, zato ker so oni tisti, ki na koncu nosijo vse breme sistema. Samo kako vi gledate na ukrepitev geriatrije v Sloveniji, glede na to, da narašča število starejših pacientov in bo čedalje slabše in čedalje težji primeri bojo, s tem bi lahko marsikaj rešil. Če bi država pač namenila, oziroma država in zdravstvene ustanove, če bi se povezali in nekaj naredili na tem področju, da bi to geriatrijo vendarle spodbudili. Verjetno bi tudi mladi se zdravniki bolj odločali, če bi bili kakšne spodbude ali karkoli. Ne vem, tudi za to področje. Prosim, ja, prosim. Pardon. Ja, vse v redu. Verjetno sledite zadnji razpis za specializacije, naprimer, ki ga je izdala zbornica. So se prijavili mladi zdravniki za oftalmologijo, plastično kirurgijo, dermatologijo in pa radiologijo. Tiste specializacije, ki pomenijo, kot pravite vi, delo s starejšimi, veliko dela odgovornosti, tiste so nezaželjene. Nihče se ni prijavil na urgentno medicino, nihče se ni prijavil na interno medicino, razen tistih, ki imajo v mislih, da bojo pošli na kardiologijo. Skratka, tudi to je na nek način družbeno-politična odločitev, katere smeri specializacij bo družba podpirala. Če potrebujemo interniste, internist je tisti, ki se lahko ukvarja s starejšimi bolniki, ki imajo več bolezni. Danes interna medicina, čeprav bi rekel v tem trenutku, najbolj sodobna specializacija za naše bolnike, ker lahko pomaga
temu bolniku, ki ima 4-5 bolezni, en zdravnik, ne, je najmanj, zdaj jo skoraj ni več. Ne. Vsi bi se usmerili v usmerjene specializacije, kardiologija, gastroenterologija in tako naprej. Skratka, internistov zdaj skoraj ni več. Jaz sem med zadnjimi, verjetno, ki so še na kliniki, pa še jaz imam še eno specializacijo. Nekaj nas je še tistih iz starih časov, novih je zelo manj. Je to zdravnik, ki je izjemno primeren za sedanji čas, ampak jih trenutno ni. In kot pravim, tudi tukaj, in enako kot pri sestrah, bo morala biti odločitev družbe, ne da se drugače napraviti, veste. Smo podprli gradnjo in širitev geriatrije že pred leti, vendar do izvedbe ni prišlo, zdravnika imamo 2, sestre imamo nekaj tam, so zelo pridni, zelo redno sprejemajo svojo kvoto bolnikov, ampak so majhni, ne? To ste prav povedali. Tako da novih zdravnikov, zdaj mislim, da je prišla ena mlada specialistka geriatrije iz Mehike, ne? To je, se pravi, ena oseba več. Skratka, če govorimo o poskusu uravnoteženja sistema, ne, vsak sistem se v bistvu regulira s financiranjem. To je ključ regulacije sistema, ki deluje bistveno bolje kot kakršenkoli drugi ključ. In moram reči, da smo zelo veseli, da je Zavod za zdravstveno zavarovanje po 20 letih prvič nekako zagrizel v to kislo jabolko in poskušal čim bolj objektivno oceniti storitve. Namreč vse te anomalije, ki se dogajajo v našem sistemu, so posledica nekaterih storitev, ki so preplačane in nekaterih, ki so podplačane. In kolikor sistem to dovoljuje, se seveda sistem nagiba k izvajanju storitev, ki so preplačane in izogibanju storitev, ki so podplačane. Ta korak, ki ga je sedaj izvedel ZZZS in verjamem, da ni bil enostaven, kajti se je zagotovo moral zoprstaviti številnim pritiskom, je prvi korak k temu, da bomo tudi dejavnosti, ki izgledajo neatraktivne, vsaj finančno ne, mogoče ovrednotili na način, da ne bojo delale izgube, kajti če vi ustvarjate izgubo z izvajanjem storitev, ki so pač podplačane, ker jih ljudje rabijo, težko nagrajujete svoje delavce. Medtem ko tisti, ki izbira paciente in izvaja storitve, ki so preplačane, pri bolj enostavnih pacientih je to lahko bistveno bolje nagradi. Tako da prihajamo v absurdne situacije, kjer za enak poseg lahko dobite pri enem izvajalcu 20-kratnik plačila, ki ga dobi delavec v javnem zavodu. Dokler tega ne rešimo, je vse drugo samo vprašanje etičnega pristopa vsakega delavca. Tako da moram reči, da se prvič v 40 letih, kolikor jaz spremljam in sem že 30 let v medicini, se je ta vlada zbrala pogum, da je poskuša uravnotežiti sistem in to je edina pot, ki lahko zagotovi vzdržnost sistema. Ni pa to lahko, kajti so interesi veliki. Še naprej vprašanje? Najprej bi ste navedel, ker ste ravno omenili to prenovo financiranja SPP in to, kaj bo konkretno to pomenilo za UKC Ljubljana, verjetno dodatna sredstva. In pa še prej ste napovedali, da boste pozvali vse regijske zdravstvene ustanove za dodaten kader. Katere so te konkretne ustanove, katere profile, katere kadre boste zaprosili, na katere oddelke, na katere področje boste vključili in kako bo potekala ta izmenjava zelo konkretno kadra? Ja, hvala za vprašanje. Prvo vprašanje glede SPP-jev. Po trenutnem izračunu, in mislim, da to zdaj bilo potrjeno, bo UKC Ljubljana naslednje leto prejel iz naslova nacionalne stroškovne analize približno 20 milijonov več, kar z drugimi posedami pomeni, da trenutno prejema 20 milijonov premalo
In tako je bilo tudi v zadnjih letih. Tako da se to, kar smo mi govorili ves čas, dejansko zdaj izkazalo, da je bil UKC Ljubljana vsa ta leta podfinanciran in se ne moremo čuditi, da je akumuliral izgube. In verjamem pa, da je to samo prvi korak. Te modele bo treba vsako, poprečno v Evropi se to na 2 leti modernizira, to je kompliciran postopek. Vendar je tudi res, da se akvizicija podatkov izboljšuje, torej vedno boljše poročamo podatke in bodo cene verjetno vedno bolj objektivne. Kakorkoli tukaj govorimo za povprečja cen, to še vedno ne pomeni, da vi z izbiro bolnika lahko ustvarjate razliko. Eno je, da damo korektno povprečno ceno, potem drugi korak, ki pa tu mora slediti, je, da izvajalec dejansko opravlja pri celotni paleti bolnikov to storitev. Če izbira storitev samo za pacienta, ki je bistveno bolj enostaven, potem seveda ustvarja presežek. Če pošlje vse kritične bolnike v višje ustanove, potem te seveda ustvarjajo izgubo. In dokler bodo izvajalci imeli možnost, da bodo odpustili bolnika z besedami, če bo karkoli narobe, se pa zglasite na ljubljanski urgenci, do takrat bo problem še bil obstajal, ampak še enkrat, to je prava smer, veselimo se tega in čestitamo tako ministrstvu kot ZZZS za ta pogum. Verjamem, da to ni bilo enostavno, to do zadnjih 20 letih ni bilo mogoče pričakovati. Drugo vprašanje je bilo poziv. Pozvali mi v UKC Ljubljane nimamo težave z zdravniškim kadrom, na večini delovišč ne. Delamo izjemno atraktivne stvari in to je za zdravnika nekaj, bi rekel, dodaten motiv. Na osnovi nege je pa problem, ker so dejansko bolniki res najtežji, ampak to je tudi za nego bistveno težje, kakor je v nekaterih drugih regijah. Problem zdravstvene nege ni vse splošen v Sloveniji. Imate regije, ki imajo več zdravstvenega kadra, seveda tam, kjer je težje dobiti tudi nek drugi poklic oziroma neko drugo zaposlitev. Če pa zdaj vemo, da v Ljubljani je plača zdravstvene nege enaka bolnišnici nekje bolj na periferiji, da more ta zdravstvena nega tukaj plačevati bistveno večje stroške dela, ne vem, parkirišč, kakorkoli, je zagotovo jasno razumeti, da je v manjših krajih večji interes za delo v bolnišnici, v Ljubljani pač se iščejo druge priložnosti. In tukaj mislimo, da bi bilo treba a priori to razumeti in to tudi drugače ceniti. Mi sicer maksimalno izkoriščamo zakon, kolikor je možno in ker so dejansko nekaj preobremenjena, dajemo za vse možne dodatke, ki po zakonu pripadajo. Ta nov zakon tudi sicer predvideva, da se lahko nagrajuje bolj obremenjene, vendar za to potrebujete sredstva. In dokler smo mi v minusu podcenjeni, podplačani, tega nagrajevanja ne moremo izvesti. Tako da upamo, da se bo stanje spremenilo. Koga bomo pozvali? Pozvali bomo za to zdravstveno nego. Mi imamo probleme z zdravstveno nego. Pozvali bomo vse izvajalce v zdravstveni mreži. Po zakonu namreč mora vsak tak izvajalec v zdravstveni mreži, pa ne bom citiral, dovolite mi, če mogoče po mojem vedenju, opraviti 24 ur v določenem segmentu, urgentnih ambulantah, hospitalnih dejavnostih in tisti kader, ki tega ne opravlja pri drugih izvajalcih v javni zdravstveni mreži, je dolžan to opravljati, ukolikor je za to pozvan. Tako da bomo pozvali vse izvajalce, da nas obvestijo, koliko in kateri so te ljudje, ki lahko nam pridejo na pomoč. Potem pa seveda moramo videti, ali so te ljudje ustrezni in lahko sploh opravljajo neke določene dejavnosti. Namreč tu ni pričakovati, da bo nekdo, ki je 10-15 let delal v ambulanti v zdravstvenem domu, kar enostavno nadomestil sestro v intenzivni negi. To je zagotovo nemogoče, ampak to je nek prvi korak, bomo videli. Rok za to izvedbo je 3 mesece po pozivu, torej to ne bo jutri spremenilo stvari, ampak bo pa nakazalo pot, da kar je bistveno za nas je to, da razumemo vsi, da je odgovornost na vseh nas, da ne nekdo v zdravstveni negi reče, veš kaj, jaz imam tega dovolj, jaz bom šel tja, ker tam pa ne rabim, ne to, ne ono, ne tega. Dokler te obremenitve ne bojo ravnotežene, vsaj v javnem, kjer je isti plačnik, potem bo to težko kompenzirati. Ampak je realno pričakovati,
število kadra ravno to, kar ste omenili, največji, recimo, zaposlovalec zdravstvene nege je zdaj Ljubljana, zaveza, ne vem, sestre iz ambulant, družinske medicine, iz referenčnih ambulant, hodile na najtežje oddelke, se pravi, Mi seveda ne bomo s take sestre dali na najtežje oddelke, ampak bomo s prerasporeditvijo dali naše sestre na spet seveda in tale boarding, če bi temu rekli, nege, upamo, da bo uspešen. Poskušali bomo. Zato to je smisel tega dela tega zakona in mi to resno jemljemo. Bomo pa videli, bo to možno, ne bo, kakšne bodo zdaj pravne implikacije. Težko je spreminjati tako kompleksen sistem. Ja, imate prav, seveda, mi ne računamo, da bomo s tem dobili izjemno usmerjen kader, ampak karkoli dobimo, je za nas pomembno. Vi morate vedeti, da mi se borimo, recimo, ko odpiramo te dodatne kapacitete, vzamemo eno sestro iz dermatovenerologije, eno sestro iz ortopedije, eno sestro iz pulmologije, torej sester nege je pač malo za vse, kar bi morali storiti. Hvala. Jaz bi se mogoče samo vrnila na začetek na te tiskovne konference in na ta pričevanja. Med njimi, med temi pričevanji je bil tudi en gospod, ki je bil svojo izkušnjo, ko mu je mama umrla v bistvu na hodniku. Omenjali ste, da so te pacijenti razvrščeni po stopnji nujnosti. Kaj v bistvu se je tu zgodilo? Ali je bila napaka v tem, ali je prišlo do kakšnega kasnejšega zapleta? To pa še drugo samo vprašanje glede teh od pacijentov, ki jih ne morete odpustiti in zasedajo postelje, kdo v bistvu so vse ti pacijenti? Tukaj bo verjetno dr. Možina nekako lažje, ampak v splošnem se moramo zavedati, da to je bolnišnica, da tukaj pacienti umirajo. In pacient lahko umre na mizi, operacijski, lahko v posteli, lahko tudi na vozičku. To zagotovo drži. Jaz se opravičujem, če je v tem primeru vsaj z naše strani ni bilo neskomunicirano oziroma zagotovo je prišlo do nekega momenta, kjer v vseh teh čustvih in težki situaciji je prišlo do nekih napetosti. To je zagotovo možno, posebej je to možno v času, ko so obremenitve zelo velike. Tako da zagotovo se opravičujem vsakmu, ki to doživlja zelo trpeče, stresno in mi tudi, kot sem rekel, enako trpimo ob tem in se trudimo to spremeniti. Konkretno, lahko mogoče o številkah pove konkreten primer, jaz ne poznam, tako da pri nas umre tam... Mogoče Hugon samo da... Pardon, ja. Pri nas umre letno okrog 250 bolnikov. Nekje med 250, 260, kakšno leto tudi več. Na IPP. Govorimo o IPP. O IPP-ju govorim. Od tega je 99% popolnoma pričakovana smrt. Tako da je bolnik že pregledan in vemo, da mu ne moremo pomagati in umre. Se tudi imamo ponavadi čas pomeniti z sorodniki o tem in tako naprej. Le nekaj bolnikov umre nepričakovano, se pravi, med obravnavo se stanje poslabša in pride do smrti. Lahko nenaden srčen zastoj, takih je zelo malo na leto. To pa, da bi umrli na hodniku, pa da mi ne bi vedeli za to ali pa na ta način, to so izjeme, to se zgodi tu in tam in vse te bolnike, vse te primere potem obravnavamo. Tako da jaz tega primera ne poznam, lahko da se je zgodil v času, ko me ni bilo, sem bil na dopustu, ne vem. Pregledal sem te stvari, ki so se dogajale v juliju, ko me ni bilo. Pregledal sem tudi, če je kdo poslal kakšno pritožbo. Pritožbe za kaj podobnega nismo prijeli, niti obvestila. Tako da, če je to res, prosim gospoda, da uporabi običajno pot in da naprej pritožbo, da bomo mi sploh vedeli, kaj je bilo, kje je bilo in tako naprej. Ne vem, ne poznamo tega primera. Tako da lahko je bil pri nas, ne rečem,
ampak malo verjetno se pa skratka priporočam, če je možno, da nas ta gospod kontaktira in nam pove, za kaj je šlo. Imamo ustaljene pritožbene poti, ki jih uporabijo ljudje, vsako leto odgovarjamo na nekaj pritožb, velikokrat gotovimo, da gre za bolnike, ki sploh niso bili pri nas, in velikokrat gre za take stvari, da predolgo čakajo in tako naprej, na kar lahko odgovorimo pač na ta način, da tisti dan je bilo toliko in toliko bolnikov, da smo imeli toliko in toliko hudih bolnikov, ki smo jih morali takoj obravnavati, rezultat je pa ta, da je ta dotična oseba morala dlje počakati. Ampak tazga primera pa, se pravi, nismo, zdaj vsaj v zadnjih 2 mesecih nimam nobenega poročila o tem, tako da prosim. Ja, jaz bi vseeno povedal, da to nas boli, ne? Ja, da se napiše naslov, da to postaja normalnost. Veste, tukaj pa človek potem začne razmišljati o vsem mogočem, kajti v slovenskem zdravstvu ni naključij. UKC Ljubljana ima več problemov. Enega smo na to ravno ta teden naslovili in prikazali, kakšne aktivnosti so bile vse izpeljane, da se zmanjšuje klientelizem v UKC Ljubljana. In ta podatek pa ni bil tako zanimiv za medije. Imamo več področji, s katerimi se zelo aktivno ukvarjamo in upamo, da iskreno tu sodelujemo vsi deležniki družbeni. Hvala. Mogoče samo še glede pacientov, ki zasedajo postelje? Ja, ki zasedajo postelje. Trenutno ta številka je 300 bolnikov takih, ki bi lahko ta trenutek nekako jih odpustili ali v DSO, ali v zdravilišče, ali domov, vendar še vedno zasedajo postelje. To so vsi starejši bolniki, nekateri bolniki tudi, ki so premeščeni iz drugih bolnišnic, pa so zaključili terciarno oskrbo. Tej sicer navadno potem se uspemo dogovoriti, da jo vrnemo v primarno bolnišnico, vendar ne vedno. Nekaj je takih bolnikov, ki dolgotrajno potrebujejo oskrbo, pa so zdravimo zaplete drugih izvajalcev, ki nam tudi zasedajo, medtem ko tisti izvajalci lepo naprej stvarijo svoj program in dajo videz družbi, da so zelo učinkoviti, mi pa njihove zaplete zdravimo v naših intenzivnih in zaradi tega ne moramo izvajati lastnega programa. Ampak pretežno gre tu za starejše bolnike in zato sem še enkrat upozoril, da res se nadejamo, da bi ta zakon o dolgotrajni oskrbi to izboljšal. Tako nekako naivno si celo pričakujemo, da bi sami morali biti deležni teh sredstev, kajti za nas so te bolniki tudi finančno zelo obremenjujoči in niso tako vrednoteni, da bi... Se pravi, mi imamo bolnika v najdražji možji oskrbi v bolnišnici, namesto da bi bila v neki cenejši DSO, recimo. Mogoče, da boste bolj enostavno razumeli, kaj pomeni. Trenutno na interni kliniki je, mislim, da 23 takih bolnikov. 23 postelj bolniških pomeni 1400-1450 sprejemov bolnikov na leto, takih običajnih internističnih, ki ležijo tam nekje 7 do 9 dni. Pa sem vam prej pokazal, leta 1917 smo sprejeli na interno kliniko 1500 bolnikov več kot zdaj. A ne? Če bi imeli te posle, bi jih sprejeli toliko kot leta 17 in naši bolniki na hodniku ne bi toliko čakali, kot čakajo zdaj. Razumete? Seveda, se je dosti enostavno. Skratka, 20 postelj je velik, 300 postelj je pa ena bolnica, vsaj. Ja, ob tem je treba vedeti, da zaradi prenov negovalna bolnišnica jo zaseda infekcijska klinika in da tudi prenove v urgenci, ki vam jih bomo pokazali, zdaj tudi še vedno omejujejo, tako da res račun, ampak zdaj potekajo izjemno, moram reči, izjemno skladno s planom, kar je nekaj novega v slovenskem zdravstvu, da se projekti izvajajo in da so celo nekako v planu. Tako da, ko bo ta proces prenov
zaključen, ko bo BPD dodan, potem mislim, da je ta regija bo imela bistveno boljše izhodišča, bistveno boljše tudi pogoje dela, kar je tudi pomembno za zaposlovanje kadra. Tako da nismo črnogledi. Jaz imam pa samo eno kratko vprašanje, ne sicer čisto vezano na to tiskovko, ampak sočasno s to tiskovko se je pa v središču Ljubljane, za kolega sprašujem, začel protest reševalcev zaradi helikopterjev in tako naprej. Ena od informacij je, da ste vi reševalcem iz UKC Ljubljana prepovedali udeležbo na tem protestu, ali to drži in če da, zakaj? Mi nismo prepovedali udeležbe na protestu, vendar smo reševalcem objasnili, da reševalci, ki so v službi, morajo opravljati svoje delo na delovnem mestu in nimajo pravice, da hodijo protestirati, ko so na delovnem mestu. V svojem prostem času pa seveda lahko delajo, kar želijo. In tudi smo dali navodilo, da je nesprejemljivo, da bi uporabljali vozila ali karkoli podobno, kar spada v delovno okolje. Torej, seveda, vsak lahko izraža svoje mišljenje, vendar ne. Vsak reševalec ima točno določeno nalogo in odzivnost in se ne more udeleževati protesta med delovnim časom. To je absolutno jasno. Vse ostalo je zloraba. Je bil veliko zanimanje? To ne bi vedel. Mogoče še se vrnemo še na temo, prej ste dejali, da bolniki sploh ne vedo, da niso v UKC-ju, kadar so na urgenci in so pod okriljem zdravstvenega doma. Mogoče pojasnite, v katerem delu torej ta urgenca spada pod zdravstveni dom in kdaj potem začne bolnik spadati pod vas? Sej, to bo lažje vam razumeti, ko bomo šli tudi na ogled, če boste sodelovali, sicer pa mogoče Možina. Sicer delo naših enotno urgencij in tistih v zdravstvenem domu je prepleteno. Si pomagamo eni drugmu. Ne? Tako da bolnik, seveda, ki pride na SNMP, če je lažji bolnik, nikakor ne pride do drugih naslednjih ambulant, pa gre domov. Ne? Takih imajo, kot ste videli, okrog 45,000, da je tako na pamet govorimo. Imajo pa tudi hujše bolnike, ki jih moramo sprejeti ali direktno od njih v bolnišnico, ali pa pridejo k nam. Takih je pa, mislim, da smo rekli, okrog 10,000. 2,000 je pa tistih, ki direktno pridejo, ki jih oni pripeljejo direktno k nam. To so te nujne intervencije, srčni zastoj, nezavest in tako naprej. Skratka, ko pride rešilec domov, je v njemu zdravnik iz ZD Ljubljana. Ja. Ne? Potem ta pacienta pripelje. Zdaj, če on oceni, da je težji pacient, ga pripelje neposredno na IPP, v primeru internistike, v primeru poškodb na kirurgijo in tako naprej, na kirurški del. In je tam takoj oskrbljen. V primeru, da je blaga zadeva, ali pa da prije pacient sam, je ta prvi stik, in to tako mora biti, da je prvi stik z splošnim zdravnikom, ki pa je fizično v urgenci. To je v bistvu dobro, da pacient dobi prvi stik. Vsi ostali pacienti, ki pa ne grejo preko tega, pa dobijo takoj triažo. Torej, vsak pacient, ki pride v UKC Ljubljana, ne glede, ali je prišel preko SNMP, ali brez napotnice, kamorkoli nekam je prišel, prvo je deležen v prvih minutah triaže. Takoj se ugotovi, to govorim za paciente, ki pridejo peš, če grejo direktno v ambulanto. Če se ugotovi, da je nujno stanje, se mu dodeli, kakšna nujnost je, in skladno s tem se potem obravnava. Prednost imajo tudi otroci, prednost imajo starejši. In seveda, potem na tej čakalni vrsti ste vi lahko padate nazaj. Ne? Bolj ste nenujen in bolj ste zdrav, kasneje ste oskrbljen. Ste oskrbljen, vendar kasneje. In to je normalna medicinska triaža, ki jo pač moramo izvajati. Mi ne moramo po številki upisa sprejeti paciente. Seveda pa je to sodelovanje izjemno korektno, nujno in tudi dobro, da boste videli, da je to čisto eno ob drugem in včasih tudi internist naš pride na SNMP in dodatno skrbi pacienta, da ta ne rabi sploh priti do internista. Ne.
Tako je tudi... Večina urgentnih zdravnikov, specialistov, ki dela na SNMP, dela občasno tudi pri nas. Veste. Mi imamo ambulanto 3, ki je v celoti pokrita s specialisti in specializanti urgentne medicine. In ti isti delajo tudi na SNMP in delajo tudi v urgentnem kirurškem bloku. Tako da naš cilj je, da bi imeli več urgentnih zdravnikov, ki bi seveda sodelovali v vseh teh ambulantah, kar pomeni, da bi imeli isto skupino, isti oddelek in tako naprej. Potem bi bilo pa lažje združiti te dejavnosti. Ampak zaenkrat je to nemogoče, ker jih je premalo. Zdaj slišimo, da se zelo aktivno angažirajo v smeri ministrstva, da bi satelitske centre, torej da bi pripeljali oskrbo čim bliže bolniku. Kar je lahko odlična rešitev, če se bolniki poslužujejo te storitve. Verjetno bo potrebno, če bomo to nekako razvijali, potem tudi bolnika vezati regionalno, da more prvo iskati pri sebi storitev. Namreč, s čim se mi soočamo? K nam prihajajo bolniki iz drugih regij, tudi kjer pa obstajajo zelo velike bolnišnice, vendar bolniki vedo, da ko bo prišel sem, bo tukaj imel vse. Tukaj ima vse vrste specialistov, vso mogočo diagnostiko in vse bo opravljeno. To lahko rešimo samo tako, da se to postopno izvaja. Prvo mora biti kontakt z bolnikom, splošni zdravnik ne more poslati in bianko napotnico pacienta, mora ga videti in presoditi, ali potrebuje in tako naprej. Ampak zdaj, mogoče smo že dolgi, če želite, vas še sprehodimo preko urgence, da vidite realno stanje, kakšno je. Jaz ne vem, kakšno je, ne vem, tako je, kakršno je. Nismo ga kakorkoli prilagajali, tako da bomo videli, kaj ne bomo srečali in bi se vam zahvalil. Hvala lepa. Najlepša hvala. Zdaj bi jaz sam še enkrat ponovila, preden gremo na urgenco, ker vas je zelo veliko, to se pravi, pokazali vam bomo celo pot. Docent dr. Možina vam bo pokazal to celo pot. Prosim vas samo res spoštujte, pacienti so na